te maratonske razdalje, jaz sem tako spoštovala, res. Nisem pretekla do konca in v cilju sem rekla, joj, jaz bi pa rajši rodila, kot pa tole še enkrat zdržala, ne. Potem sem jaz, naslednje leto sem pa namesto bila na maratonu, sem pa rodila, pa potem sem pa rekla, bi bilo boljše na maratonu, kot pa roditi. Trenerji moramo delati z občutkom in nam je kot najbolj dragocen diamant, če delamo, če ga lahko oblikujemo. Kot diamant naj bo vsak otrok, ki ga dobimo, se pravi, ki pride k nas, ki nas izbere in ga potem spremljamo naprej. Anica, živjo, pozdravljena. Ja. Hvala za tvoj čas in da si se odzvala na vabilo. Vem, da si zelo zasedena, ves čas počneš nekaj, delaš, treniraš. Kaj bi še delala? Drugega potekla in se s tekom ukvarjala. Vse je povezavi s tekom, ja. Vem, da sva tudi v dopoldanskih urah, dokaj zgodaj še za marsikoga, najboljše dan začeti s tekom, no tudi s kavo, z obojim skupaj, dobitna kombinacija. Si ti danes že tekla, morda? Ne, nisem, kajti jaz imam en svoj princip, kadar tečem. Ko začutim navdušenje, grem teč, včasih tudi dvakrat, včasih pa par ni nič, tako da, glej, tako je to. In jaz sem se to naučila skozi treninge, skozi ne vem kaj, takrat sem skoraj mogla, ker sem vedela, da za en rezultat je bilo treba iti na trening, ono drugo, ampak zdaj mi pa to ni potrebno in to je najlepše, da takrat obujem čevlje, ko začutim. Se pravi, na današnji občutek še čakaš, da te bo pognal tam ven. Kje pa najraje tečeš zadnje čase? Da se povrnem nazaj, motiviral si me ti za svojo majčko, ker mi je všeč. Všeč so mi te barve, ja, reprezentančne, tako da super. Kje jaz tečem? Samo v naravi. Ali pa kam se mi mudi, če moram kam priti, na hitro. No, lepo, da kdo danes še teče v opravkih, ampak do tega še prideva. Najprej bi te vprašal, če bi te vprašal, Anica, prosim te, daj se na kratko opiši, kaj bi delala. Z dušo in telesom, z naravo, s tekom, z prijaznimi, dobrimi ljudmi, obkrožena, predvsem pa narava, to so vsi tisti, kateri me poznajo, je to prav dotično. Kvarner in Rogla, Pohorje. Se pravi, prav Rogla definiram. Tu nekje sem jaz in to v Celju. Bravo, Ja. bravo. Ja. No, jaz bom še majčkeno bolj informativen pa formalen, no, zato da te najinim gledalcem in poslušalcem, poslušalkam in gledalkam v 62. epizodi podcasta Zagret za tek predstavim, tako kot se spodobi, Anica Živko, nekdanja profesionalna atletinja, tudi reprezentantka Jugoslavije in Slovenije, udeleženka več svetovnih in evropskih prvenstev. Leta 2000 bi morala potovati na olimpijske igre v Sydney, pa je to preprečila poškodba, ampak je to ni ustavilo. Po končani atletski karieri se je usmerila v atletske vode in od leta 2008 z možem Romeom, tudi nekdaj odličnim atletom, vodi tekaško šolo Živko. Pohvali se lahko z izjemnimi rezultati svojih atletov in tudi nazivom trenerka leta 2018. Svojih medalj in uspehov ne prešteva, pač pa vedno izpostavlja, da je tek njena življenjska strast in poslanstvo, v katerem neizmerno uživa, še posebej, kot že rečeno, v naravi. Kaj sem pomembnega še izpustil? Ja, predvsem je vse zajeto, res poudarek z naravo, kajti jaz sem res tista tekačica, ki res uživa v naravi, iz otroštva ven. In ni dneva bilo nekoč nekdaj, ampak res uživam v teku v naravi. In tudi vse to moja pot, ko je bila z vsemi možnimi vzponi, tudi spusti, padci, tako kot je gorski tek, ne, na primer, vzponi in oni spusti. Tako bi rekla, res je doživeto. Jaz pa predvsem z eno samo besedo bi vse opisala pa strla, ves čas sem uživala, res.
Tudi, če sem jih dobila kdaj po buči, pa še zdaj jih dobim. Res, kdo jih pa ne. In jaz samo takrat rečem, ojej, kaj pa to pomeni? Kaj mi zdaj to nekaj sporoča? Kje moram se ustaviti? Ker jaz sem res tako zelo na hitro živela, skozi doslej. In ta situacija, kot se je zdaj zgodila, me je nekoliko ustavila. Tako da, pa ne, bila sem primorana se mičkano zaustaviti, tako kot vsi ostali, ampak tako, prav pasalo je. Tisto, da, in zdaj smo ravno v neki fazi nekih sprememb, nekega, ne vem, pač sprejemanja nečesa novega, nekaj drugače, ne? In če hočemo živeti tako zadovoljni, se moramo tudi mi spremeniti in pač adaptirati na te na novo nastale pogoje. Ampak meni nič hudega. Ne, jaz uživam naprej. Meni je čisto super. Jaz se samo spomnim, da je kakšna zadeva, ki me omejuje, ko gremo v trgovino, me kaj spomni. Drugače pa sploh ne. Se ne obremenjujem z ničemer. Nič več. Ne. Ta filozofija mi je blizu, no, da nam je korona, ki nas je nekako prisilno ustavila v našem divjanju, na koncev tudi spomnila, da je še kaj drugega v življenju kot samo večni boj in napredek. Tudi jaz sem se v tej koroni, bom rekel, transformiral na en način, mi je prišla prav, sem jo vzel kot izziv, no, in vidim, da sva tle sogovornika, ki podobno gledava na tisto, kar še prihaja, ne, z pričakovanjem, vendar je morda tek tisto, kar naj poganja, tebe tek poganja že celo življenje. Prej si omenila Rogla, Kvarner, Celje, Ponos in Dika, Ada Kladivarja, si, Anica Živko, ampak po rodu pa Zasavka. Ja, iz Zasavja prihajam, iz Trbovelj. Iz teh revirjev, kjer so me naučili vztrajnost, tisto notranjo moč, pa spoznavala sem že takrat samo sebe, kajti okolje je bilo zelo tako malo ne preveč tako sprejemljivo do mojega teka. Vsi so rekli, joj, v Trbovljah sem bila še danes sem poznala, potem, to je ona, ko teče, pusti ona, njej se skozi mudi. Ampak res se mi mudilo. Mudilo se mi v šolo, iz šole, na treninge, na vlak, na avtobus. Ampak res, Marko, jaz sem skozi tekla, še danes tečem. In jaz še danes kupujem čevlje na način, da pomislim, če se mi slučajno mudi, a bom lahko tekla. To je to. No in kaj hočem povedati? Mogoče se nisem prej toliko zaustavila s tem, ko sem te zdaj poslušala, zdaj, ne, to je trboveljsko, po domače, sem si zamislila, pa sej, nekaj sem pa naredila v atletiki, res. Čeprav jaz, na primer, zdaj se mi je ravno v tem času, se mi je vse tako spremenilo, kot da bi se mi preteklost, pa vse ti uspehi, vse ti dosežki, nekako, kot da bi odšlo, nimam več tistega, kajti ostali prijatelji iz športa, iz atletike me poznajo še potem, da vedo, da kako sem bila oblečena takrat, jaz še vse vem, mislim, res, katere nogavice sem imela, s kom sem bila, s kom sem sedela, kaj sem razmišljala, to še danes sicer vem, ampak malo izbledelo pa nekaj, kar zdaj naenkrat je prišlo v enem letu, dveh, zelo zanimivo, da ko smo se midva dogovarjala za to, sem rekla, kaj bom pa jaz to povedala, ker se zdaj tako nekam odšlo, kar zginilo je. Jaz sicer atletom povem, ne, kaj, zdaj ko jih treniram, pa ono drugo, da kako sem hodila, kako sem jaz trenirala, kako je zdaj drugače, ampak da bi še vedno živela tisto prejšnje življenje. Tako trenirala, kajti jaz se bolj prepoznavam potem, koliko mi je recimo vzelo zaradi prometnih povezav en trening iz Zasavja v Celje, 7,5 ur. Kdo bi še to delal? Šel prej iz šole, še spraševal za vsak učitelja, a smem iti na trening. Jaz sem to v srednji šoli skozi počela in tudi sem bila zelo samostojna, strašno samostojna. Jaz sem že takrat skrbila sama zase, skozi. Starši sploh niso vedeli, kdo sem, kaj sem, kje sem, enkrat tam, drugič tam. In meni je bilo to všeč, zato ker sem vse krojila tako, kot meni paše. Jaz sem uživala, kljub temu, da sem ničkrat trpela in da sem še kdaj razmišljala, zakaj nima en dan 24 ur, kot jih ima, 28 ur. To bi bilo idealno, kajti jaz sem hodila na strojno tehnično in sem mogla skozi
Risati, ampak to se ni dalo na vlaku, lahko sem se poučila pa to, ne. In recimo v Trbovljah so res me prepoznali samo potem, ker sem tekla, ker meni se skozi mudilo, ampak meni se je res mudilo. Tako da, ja, en taka pot, ne. No, glede na to, da si po sili razmer pač mogla veliko teči, so te pa vendarle že v osnovni šoli prepoznali kot talent pri teku. No, ampak to je spet bolj kot ne po naključju, ko so te vpoklicali pa videli, da Anica pa zna teči, zakaj pa jo ne bi dal morda v trening atletike. Kdo ti je pravzaprav odkril? Ja, to še danes enako velja. Učitelj športne, Jani Pajk, sem rekla prej, da ne bom z imeni, ampak si zasluži. In lansko leto, ko sem imela predstavitve v šoli mini atletiko, v osnovni šoli v Trbovljah, me je prišel obiskat. Ne vem, kje me je našel, ampak prišel me je obiskat. Ta učitelj, ki me je usmeril v 5. razredu osnovne šole in mi je dal pri uri športne, vedno mi dal kakšen krog več se preteči, tisti veliki telovadnici, ampak jaz sem takrat že malo se kasneje spogledovala tudi s košarko. Jaz sem zelo rada, kjerkoli v bistvu sem bila uspešna, no, tudi gimnastika, na bradlji. Jaz sem bila kar zelo gibčna, gibljiva, ne, to mi je šlo zato, ker sem tudi sicer kot otrok izredno sem bila v naravi, skozi. Jaz sploh nisem poznala, samo spet sem šla noter, res na poslo. Takrat sem bila skozi sem bila v naravi. In v Trbovljah takrat se spomnim, tudi moja sestra je že tekla in ona je rekla, imam sestro mlajšo, še ni bila na tej glavni osnovni šoli, ona tudi dobro teče, tako da je bilo tudi majčkeno priporočilo moje sestre tedaj, ne, in takrat je bilo, ne vem, mislim, neko tekmovanje in so me rabili za 60 metrov, v šprintu. In se spomnim, da so bile take veliki cveke, sem dobila na šprintu, taki veliki so bili, res konjski, Pa manjše te šprinte so še danes, muzejske vrednosti, res, to so neki, No, v glavnem, in takrat sem jaz prvič nastopala v šprintu na 60 metrov in sem tekla v 5. razredu, kakorkoli so štopali, ampak jaz sem tekla 8:8. To si pa zapomnila, zelo dobro, Pa še v višino sem preskočila s škarjicam sicer svojo višino. To je dobro, izredno eksplozivna, izredno eksplozivna. No, in tako so se začeli ti moji koraki v atletiki, res, da je tako podoben sistem kot sedaj, ne, jaz tudi vsem učiteljem rečem športne, glejte, vi najbolj poznate te otroke, ker z njimi delate in usmerite, pa ne rabite v atletiko, v šport, če imajo to, ne, ker jaz recimo poznam tudi otroke, jih prepoznam, ko koketirajo žogo, in dajte jih v nek šport, ki je žogo, da bo ta otrok vesel, ker potem bomo imeli dobro življenje, tudi, ker to je naša bodočnost, ne, v njih moramo vlagati. In tako sem jaz na nek način najprej v Trbovljah nekaj let, potem sem šla v Celje, ker me na krosu me je prepoznal en trener iz Celja, ki je bil tudi vrsto let moj trener, moj učitelj, res sem mu hvaležna za to. In potem pa še naprej v neko pot, v tiste 2 fazi, se pravi 2 obdobji, se pravi to mladinsko člansko, pa potem kasneje, pa rodila sem vmes in tako pač na nek način, to je bila moja športna pot. Ampak vse ostalo je bilo pa tako, no, da sem potem tudi prešla v te trenerske vode, tako kot sem zdaj. No, če se čisto malo ustaviš v tem tvojem prehodu iz Zasavja v Celje, je bilo, to sem že enkrat omenil, preden je bila prestolnica rokometa, je bila Celje prestolnica atletike, tudi spet postajano, se zadnje ti deluješ v tej sredini in Kladivar, rekel, v vseh selekcijah praktično zelo visoko kotira, če ne najviše. No, ampak ko si ti prišla v Celje, si nekje rekla, da prva sezona ti ni šla od rok, ker so ti naložili čist preveč treninga, glede na to, kako dobra si bila, misleč, da si trenirala že prej veliko, ampak ti si bila hitra, eksplozivna, tudi vzdržljiva, predvsem po zaslugi naravnega talenta in dejansko v svoj tek nisi toliko vlagala, kot so ti potem hoteli naložiti in si imela kar težave adaptirati se na to.
Ja, res je. V Trbovljah nismo trenirali, smo več igrali košarko, se pravi ogrevanje. Je bilo najbolj zanimivo, smo v nekih Adidasovih modrih trenerkah, smo že kot četica po stadionu atletskega kluba Rudar Trbovlja na stadionu in sprej je bil trener, malo tak s trebuščkom, malo tako, Bog ne daj, da me posluša. V glavnem, zelo zanimiv prikaz je bil te naše skupinice v Trbovljah. Kaj to pomeni? Nismo kaj dosti trenirali, ampak ko smo pa trenirali, smo pa pač oddali vse svoje sposobnosti, svoje znanje, tako. V glavnem smo znali uživati v tistem času strašno in vedno je bila igra košarka, vedno je bilo, ali pa med dvema, kakorkoli. In potem kasneje, ko sem jaz bila opažena na nekem krosu, in se tudi ta trener v Trbovljah strinjal, da še z enim fantom, da greva pač poiščeva druge možnosti, ki nam dajo pravi suport za najin razvoj, in smo šla v Celje oba in takrat se jaz nisem najboljše počutila, kajti vsak trening mi je bila tekma. Res. In sploh še danes ne vem, zakaj sem silila na tiste treninge, ko sem vedno trpela. Sem pa res trpela, ampak edina motivacija mi je bila to, da je bil, kajti Kladivar, Atletsko društvo Kladivar, sinonim uspešnosti. Jaz sem recimo takrat ob 10. zvečer poslušala Marjana Kralja, to je že tista zgodovina nazaj, in so bila poročila. Kajti, naj še to povem, meni, ne samo tek, narava, glasba, Marko, glasba, mene to spremlja, glasba, brez glasbe, ne, mene glasba spremlja iz otroštva, to je tudi, no, pa mogoče eno obdobje, ki je bilo za otroka kot za mene, ne, da ne zaidem v nekaj, ne, ampak si me sam popeljal, da malo pobrskam, kam je bilo všeč, konji. Ja, sem imela priložnost 2 leti dobesedno živeti s konjem. 3., 4. razred, mislim, da, ja. V glavnem, in ta razvoj, ne, da preidem v tisto bistvo. Jaz sem videla, ne samo tek, jaz sem živela, jaz sem uživala, jaz sem vse kombinirala, vse skupaj, res, in življenje v naravi, tek in to. In zato mogoče sem bila tako motivirana, da sem bila tudi uspešna, ker sem bila res v tem svobodi gibanja pa v naravi srečna. In kaj je bilo? Jaz, ko sem prišla res v Celje, meni je bilo to tako težko in res tisti sinonim, ko sem poslušala tisto glasbo in ko sem slišala, da je Atletsko društvo Kladivar res, da je ekipa zmagala na prvenstvu Jugoslavije ali pa karkoli, meni je bilo to tista motivacija. In na eni tekmi sem spoznala tudi tega trenerja, kako je dajal navodila svojim tekmovalkam. To je bilo v Ravnah na Koroškem. In takrat sem jaz to, kako je on pripovedoval, ne, ker jaz sem to pogrešala pri svojem, ker ni imel tega znanja. Ta trener v Celju je pa imel svoje znanje in je znal projecirati vsa navodila lepo tekmovalkam. In mene je to tako fasciniralo, da sem jaz kar usrkavala njegove besede, in ko me je povabil potem kasneje, čez kakšno leto, jaz nisem mogla odkloniti in sem vse pretrpela, samo da sem bila zraven te ekipe, da sem bila v družbi najboljših. In šele potem, tisto drugo leto, jaz pač na nek način sem prosperirala in se spomnim, da ko smo imeli zdravniška testiranja, takrat je bilo tudi zelo urejeno, res poskrbeli so za športnike. In ko sem bila na zdravniškem testiranju na tekočem traku, točno se spomnim, zdravnik, ki me je vodil, se je kar križal in rekel, da je to nenormalno. Tako dobre rezultate sem takrat pač pokazala na tistem testiranju in da sem potencial, da se splača vlagati vame, tako, na nek način, no, tako. To so bili začetki. V bistvu resno, znašla si se v Kladivarju, ki je bil sinonim vrhunske atletike, ne samo v Sloveniji, v Jugoslaviji. To so bili zlati časi, ne, atletike, časi Rozmana, sveta in tako naprej. In ti si se znašla v tej sredini. To te je, kot praviš, najbrž tudi poneslo, da si stremela k pač najboljšemu možnemu. Kako je bilo takrat trenirati? Zdaj imaš neko primerjavo, ne vem, od danes pa 80.
Kakšen je bil takrat pristop, kakšna je bila takrat energija, bom rekel, v klubu, v ekipi? So bili pristopi bistveno drugačni kot danes, ali je bil ekipni duh večji, ali je bilo, vas je to gonilo, da ste praktično potem krojili slovensko atletiko, pa jugoslovansko na vse zadnje, v 80-ih? Ja, kot prvo, mislim, osnova je, da imaš tisto, kar delaš rad. Drugo je bilo, jaz sem itak tekla, brez skladivarjem, rudarjem ali ne rudarjem, kakorkoli. Mene je to nekako dopolnjevalo in vedela sem, da je to pravi razvoj, taka sredina. Kajti v osnovi, kaj je pomembno? Pomembno je tudi prepoznati, zdaj, ko prenašam svoje znanje, izkušnje iz tistega časa, ker sem imela res dobre strokovnjake, dobre vodje, jaz sem zelo hvaležna temu. In vse to sem zdaj projicirala, se pravi na te mlade, sicer na malo drugačen način. Tisti trenerji so znali delati takrat z vrhunskimi tekmovalci. Mi mlajši pa mogoče nismo znali. In jaz sem bila mogoče v enem momentu, mogoče še ne dozorela za takšen sistem treninga. Kajti tu moraš rasti in prehodi iz Zasavja v en tak klub, kjer so bili dobri pogoji in kjer sem bila jaz motivirana biti v družbi najboljših, kar sem tudi kasneje prepoznala, zakaj sem sploh trenirala, zakaj nisem posegala še po višjih rezultatih, ker jaz sem zadovoljna s tem, kar sem dosegla, ampak je bila pa možnost, da bi dosegala še več. Ampak ne vem, na neki stopnji tega razvoja mi je bilo to dovolj, da sem bila v družbi najboljših in oni so bili moji vzorniki. Enako so bili vzorniki tudi tisti, katere sem gledala na olimpijskih igrah. Kajti, zakaj sem jaz začela trenirati, se pravi atletiko pa tek? Jaz sem gledala, ne vem v katerem razredu, ali sem že sploh hodila v šolo, olimpijske igre, ne vem kje, na televiziji, kako so stopale in stopničke. Meni je bilo tisto fascinantno, res zanimivo in tudi, pa mislim, da je bilo celo ne v teku, ampak v plavanju. In jaz sem tudi hodila zelo, zelo rada plavati v Zasavju, se pravi, v Trbovljah smo imeli en bazen, v cementarni in nedelje so bile to tako, nagrada celega tedna. In recimo potem, kasneje, ko sem to skozi razvoj atletinje doživljala na en tak svojstven način, zdaj malo govorim tudi skozi oči trenerke. In takrat, kaj je bilo potrebno? Mogoče na bolj mehak način prenašati znanje mladim dekletom, tem najstnikom, kajti ne razumejo vsi vsega. Ne, jaz tudi nisem razumela. In zdaj, kaj je tista razlika? Vedeli smo, da smo dobri, da smo ekipa, da smo zelo dobri in uspešni in da so dobri vzorniki. In tam, kjer je ekipa, kjer je dobra energija, se da zelo dobro delati. In to nas je zelo, zelo motiviralo, ta ekipni duh v tako individualnem športu. In jaz to danes rada poudarjam. In zakaj je Kladivar tako uspešen? Zato, ker je ekipa, konec koncev, vsi smo individualci, ampak na koncev smo ekipa, ker tako zmoremo več. In če je nekdo zelo dober, ta povleče. In ta povleče enega, povleče drugega. Jaz sem zdaj tako mogoče malo nenavadno se to izražam, pa tudi kaj jaz opažam. To je moje opažanje. Ni nujno, da je to prav, niti ni potrebe, ampak to je to. Jaz še danes zelo rada hodim na atletski štadion, kjerkoli sem, in je zelo zanimivo spoznanje. Zelo zanimivo. Če imam atletsko tekmovanje, hodim zgodaj zjutraj teč, da si ogledam mesto. Kajti tek, recimo skozi tek, leva in desna noga, je to moje najboljše prevozno sredstvo. Ni treba taksija, ni treba onega, ampak jaz to vse vidim. Ko pa pridem recimo po kakšnih opravkih kam v drugo mesto, pa poiščem štadion. Se pravi, ko sem na štadionu, poiščem v razgled mesta ali pa karkoli te okolice. Ali pa okrog Velenjskega jezera, jaz sem to tako, mislim, res non-stop tam. No, v glavnem tako, na ta način. In recimo, zdaj jaz ne čutim nikoli potrebe, da bi šla na štadionu v Celju teč. Nikoli. In sem najbolj srečen človek, da mi ni potrebno iti na štart.
Tako. Ne. To je zelo zanimivo, ja, da to reče nekdanja vrhunska atletinja, ki je bila navajena, pa če malo vzporednice potegnem, dolgoprogaši drugače štartajo kot šprinterji, adrenalin je drugačen, pozornost je druga, ampak ti si v osnovi šprinterka. Čeprav te poznamo kot dolgoprogašico, celo maratonko, odlično, pa se v teh dolgih progah nisi znašla čisto po lastni želji, ampak so te v tistih časih pač kar določili. Rekli so, rabimo pač neko dolgoprogašico, Anica je perspektivna, Anica, gremo laufati 3000 pa 5000. A je tako? Je nekako tako. Ja, in jaz res, no, mogoče se to ravno to navezuje na tisto, da kaj mi ni bilo všeč, ne? Zakaj sem trpela? Zato, ker mi je bilo to tako težko iti 12 kilometrov, pa 10 kilometrov, meni je bilo to živa groza, hujš kot maraton. In res sem trpela, res mi je bilo težko, ampak sploh ne vem, katera neznana sila me pa vlekla, prijateljstvo verjetno, in te vezi, katere smo stkali, ne, in ti vzorniki, kateri so bili na štadionu, ta dobra klima. No, in to je vedno tako, da iz, se pravi, kratkih prog, se pravi, šprinta, greš, lahko priješ vse do maratona, obratno je nemogoče. To ne gre, ne, in takrat se spomnim, je končala svojo vrhunsko atletsko pot na atletski stezi ena tekmovalka, res vrhunska tekmovalka, in potem je nastala neka vrzel v klubu. In jaz se spomnim, potem sem jaz prešla iz 800 na 1500, iz 1500 na 3 kilometre in še kasneje, ko so se priključevale 5 kilometrov in to, in glede na to, da je bilo pa potem, se pravi, manjša intenzivnost, sem se tudi jaz dobro počutila, no, sem ga, okej, pa gremo, ne, tako, ja. In kamor bi me postavil, jaz sem to uspela, tako v športu, kot tudi v življenju, tako delujem. Ja, medtem ko so ostale atletinje morda se fokusirale na regeneracijo, pa na počitek, pa na masaže, pa rehabilitacijo, tako in drugačno, si ti po svojih treningih delala diplomo za diplomo, rojevala otroke in tako naprej, vedno v pogonu, vedno v več življenjskih situacijah, ki si jih pač na polno izkoriščala. Zelo zanimivo, da si imela toliko energije vse to sestavljati. Danes recimo nekdo pravi, vrhunski atlet se mora posvetiti v celoti samo atletiki in počitku. Ti si mogoče delala čisto drugače vse stvari in ti je ravno zaradi tega morda uspevalo, oziroma si človek, ki je potreboval to akcijo ves čas, ne pa, bom rekel, čist časa, ki ga pač potrošiš samo zato, da čakaš na naslednji trening. Ja, na teh reprezentančnih pripravah smo imeli razna posvetovanja in v enem, ne vem, psihologa, nas je pač opozoril, da športna kariera je praktično zelo kratka. In to, kar smo mi gojili, pa tako je bilo tudi kratkoročno. Nikoli nisi, to je kot hišica iz kart. Na srečo nisem bila kaj dosti poškodovana, ampak takrat, ko sem pa bila poškodovana, sem pa v nepravem času bila poškodovana. Ampak ja, in res sem imela to srečo, kajti no, glede teh poškodb bom še tako povedala, mogoče zato, ker sem imela res, še danes imam zelo lep korak, lepo tehniko teka, ampak ne z rokami. To pa ne gledati, ker z rokami maham, ko ne vem kaj. Ampak sem tudi ugotovila zdaj, zakaj. No, bom kar v tem momentu bom tudi povedala, zakaj tako maham. Jaz, na primer, sem strašno tekla po gozdu in da se nisem zadela v kako vejo ali karkoli. Jaz sem vijugala med temi drevesi, smrekami, čez kucle in to. Zato je ta tehnika takšna. No, in v enem takšnem predavanju sem jaz pač ozavestila, da je treba skozi nekaj še delati, ne? In tudi recimo vsi ti atleti, s katerimi sem se družila, so vsi študirali, večinoma so študirali, redki so samo v službo pa tako. Ampak ja, in jaz sem res bila zelo vzorna, ker jaz sem delala samo 2 stvari hkrati, ker to naj bi se dalo lahko. To pomeni študij zelo vzorna, pa ne vem, kako mi to ratalo, res.
res sem bila pridna sem bila, prav pridna sem bila in dosledna, organizirana in tekla sem zelo rada. Ampak kasneje tudi sem videla, da ko si ustvariš družino, ni več fokus skozi v tisti šport. To sem tudi videla. Ampak osnova, zakaj tako? Ko smo se zdaj, sem se res poglobila mičkeno v sebe in da sem ugotovila, zakaj nisem jaz posegala še več, ker sem imela vse potenciale. Lahko bi bila ne vem kaj, ampak me to niti ni bilo. Pa mogoče je bil pa to razlog, kajti jaz sem zdaj šele poiskala po podzavesti, kaj je to mene, kaj sem jaz slišala. In tudi ti otroci, katerim dajemo zdaj navodila, oni vse slišijo, ampak nas ne mi pa mislimo občutek, kot da nas ne poslušajo, ampak oni so zatopljeni, ampak slišijo, ker tudi jaz sem povzela, ker jaz sem enkrat tekla doma v Trbovljah na enem treningu in sem poslušala tega celjskega trenerja. Jaz sem imela, ne vem, 5 kilometrov, ne vem kaj, in je padal dež, ampak če je on rekel, da imam jaz 5 Jurija, to je bilo 5 Jurija, to 5 metrov. In nisem šla na štadion, ker v Trbovljah je bil iz leša in je bilo takole vode, res nemogoče. Ampak je tako lilo, ko iz škafa in jaz sem imela, kar kapljala mi odeliti, ne, in jaz, ko sem tam okrog nekega travnika tekla, sem to improvizirala. Me je videl oče, ko je šel iz službe in je prišel domov in je rekel mami, zdaj pa ta mali ni več pomoči, je treba pomoč, res treba pogovoriti z njo, res dirkam okrog enega travnika, vsaj mokra, nič ni, ne, tako, oglejmo, kaj hočem povedati. In takrat mi je on dal neko močno sporočilo, pazi na zdravje, kaj boš delala potem, ko boš starejša. In to je to. To je to. In v tistem času, recimo, kakšna je bila razlika v treningih. Razlika v treningih je bila mogoče, da v tistem času za nazaj niso imeli tako dobre regeneracije. Jaz vem, da ni mogoče bazen, kar smo našli, masaže, kaj pa vem, jaz je nisem poznala. Ne, nisem poznala. In tudi prehrana. Kako smo to, ne? In zdaj si lahko z vso to tehnologijo, si lahko največ pomagamo s tem zdaj, ker znamo bolj popaziti, se pravi, in tudi s to tehnologijo lažje prepoznamo, kdaj preidemo v utrujenost, kdaj preforsiramo. Takrat so bili samo naši občutki, kar so še danes najboljši občutki, ampak takrat je bilo hitrejše čas, ne? Ker čas je tisti, ki nam pomaga in šteje. In od časa je vse odvisno, tudi najin pogovor, ne da? No, ja, in če se povrnem še k tistemu, in takrat sem bila res ozaveščena, da moram paziti na svoje zdravje. Ja. In šele takrat sem v bistvu ugotovila, da moje noge, če ne bom takrat skrbela zanje, me bojo nosile vse življenje in če bom takrat pač poškodovala, kaj bo potem? Kako bom, ko bom starejša, tako kot sem zdaj? Ja. Kako boš tekla do konca življenja, če boš poškodovana, se strinjam, ja. To bi mogel biti aksiom, pa ne samo atletov, predvsem rekreativnih tekačev, ampak do tja še prideva. V maraton si zares zašla šele potem po porodu svojega sina, če se ne motim. Kdaj si pravzaprav se začela spogledovati oziroma kje si vtekla prvi maraton in kakšna je bila ta izkušnja? Ja, saj moji največji podvigi so ravno spontani. Zato, ker sem nekako začutila, da pa mogoče pa lahko grem, če sem že bila v teh dolgih progah, pa vmes sem tudi imela en kratek predah, nisem trenirala in to zato, ker se nisem ujela z enim trenerjem, vrhunskim trenerjem, ampak midva nisva imela iste energije, nisem mogla in še danes sva z istim trenerjem zelo dobra prijatelja in zelo sodelujeva. In takrat sem jaz imela en tak krajši predah in potem sem tudi rodila, ja, po sinu. In takoj sem po tistem porodu, sem jaz kar hitro prišla nazaj v tek.
kajti tek mi je manjkal. In sem tekla in najprej sem tekla na atletski stezi, vse 3 km pa 5 km in potem se je začel Ljubljanski maraton. In jaz sem slučajno, da sem iz Zasavja, sem se vozila, in takrat sem, točno, tako je bilo, hvala za spomin. In takrat sem se zopet znašla v Zasavju. In smo se z Romejem vozila na trening v Ljubljano. In takrat smo trenirali skupaj z nekimi triatlonci, vrhunskimi triatlonci v Ljubljani. In eden izmed njih je šel na triatlon z Ironman na Havaje. In takrat sem si jaz to nekaj predstavljala. Sem ga, dober, če on gre lahko po vseh teh po plavanju, po kolesarjenju, pa še maraton preteče, pa zakaj ga jaz ne bi? Ampak jaz sem takrat že tudi trenirala tudi gorski tek, ne? In tako na ta način sem jaz zašla v maraton in najprej na Ljubljanskem maratonu sem tekla 21 km, sem bila tudi zmagovalka, se mi zdi, sem bila. In sploh uživala in sem rekla, kako je to lepo, tako počas pa vsi ti ploskajo, tam na stezi pa te še noben ne opazi, pa itak zmagaš. No in tako, naslednjo leto sem že šla prvi maraton na Ljubljani, na drugem Ljubljanskem maratonu, tako se je začelo. Leta 97, spomnim se, jaz sem tudi takrat tekel, jaz sem tekel na prvem, pa potem na drugem, to so bili posebni spomini, zdaj izgleda kot prav zgodovina, ampak sem vesel, da sem bil zraven, no, ampak ti si dejansko potem v maratonu zacvetela dobesedno, večkrat mi znaš povedati, tudi v najnih pogovorih, pa drugače, no, da je prav na posebnem mestu, pa maraton v Radencih leta 98, ki je bil ne samo po dosežku, tudi taktično, tudi energijsko, karkoli povedano, eden tvojih najljubših, tekmovalnih dosežkov v karieri. Takrat mogoče bi rekla največ škoda Radenci. Radenci so za razliko za Ljubljano, meni je oboje super. Ker meni je bilo zelo lepo, da so bile trase valovite. Takrat v Ljubljani, ko sem še jaz tekmovala na začetku, so imeli kar dvakrat tiste runde, so bile kar majčkeno spodaj je bilo. Zdaj tega ni bilo opaziti, ne. No, v glavnem in kaj naj povem. V Ljubljani mi je bilo všeč, tako je bil drugačen pristop, drugačni občutki. V Radencih je bilo pa tako nekako domače, pa ne vem, ne znam povedati, ne znam se izraziti, ampak zelo dobro sem se počutila na obeh, ampak obakrat različno. In tam recimo v Radencih so mene povabili kot favoritko, sem prespala v hotelu, me najavljali, sem bila z najboljšimi maratonci, znali so me sprejeti in vrednotiti. To mi je bilo všeč. To mi je bilo všeč, ker so znali ceniti športnika in so mu tudi dali priložnost, da nekaj naredi. No in v Radencih je ravninska proga. Edino, kar je tam, je bilo tako, ne, ali je bila vročina, ali je bilo pa dež, ali pa ne vem kaj. No, nekaj je bilo vedno. Je pa bilo vedno nekaj, ne. Ali pa dobri sotekmovalci, konkurenca, pa to, skozi se je dogajalo nekaj. No, v glavnem, in meni ta pristop mi je bil zelo všeč, kajti tako, ko sem se zgledovala po tujih maratonih, kjer nagradijo svoje domače tekače, so tudi v Radencih znali za svoje tekače poskrbeti, no, in zato mi je bilo meni tako všeč in tudi takrat sem bila zmagovalka maratona in zmagovalec vzame vse. In takrat sem bila jaz, tisto, naprej s tabo, to je to. Saj sem to ponovila tudi v Zagrebu, ker jaz sem bila zelo prepoznavna v tem, ker meni se ni dalo daleč potovati na maraton. Jaz bi šla kar soseda tam, nekako mi ni potegnilo, da bi dosti potovala. No, tako da Radenci, ta domačnost, to pristnost, pač to mi je bilo zelo všeč in dobra družba. Radenci 98 in potem, ki je bil tudi državno prvenstvo, postala si absolutna zmagovalka, državna prvakinja. Radenci pa Ljubljana si še zdaj izmenjujeta državni prvenstvi na polmaratonu in maratonu. In to se tudi takrat že dogajalo. No, leta 99, tega sem se pa jaz spomnil prvič, ko so bila, mislim, da je 3 leta nazaj, skupaj v oddaji z Igorjem Juriču.
Jaz spomnil, da sem v bistvu tebe, Anica, spoznal že leta 99, ne vedoč takrat čisto kdo si. Namreč, jaz sem tekel polovični maraton leta 99, dokaj jih dobro pripravljen, in vem, da smo prišli na mejo v Radgono, potem še vstopili v Avstrijo in takrat sem tekel par kilometrov, kasneje šel zmagovalko maratona Heleno Javornik, potem je šla pa ona naravnost, mi smo polmaratonci, smo pa na 14. odvili desno in jaz malo pred sabo vidim en par tekačico pa tekača, ki sem si odločil uloviti. In ko jo ulovim, enih kilometr kasneje, sem se odločil, da bom tekel z njima, ker ima ta dober tempo. In tekli smo skupaj z ramo v rami praktično do cilja. Kasneje sem ugotovil, da sem imel čast teči z zmagovalko polmaratona z državno prvakinjo Anico Živko, ki jo je spremljal takrat njen sparing partner Sašo Juraja. Jaz imam še pokalček z tistega radenskega maratona, ki je štel za študentsko prvenstvo. Jaz sem se takrat res dobro počutil počaščeno in sem rekel, ko te prvič vidim, in videl sem te potem po 20 letih, sem rekel, ti moram to povedati, no danes sem priložen za to zgodbo še ostalim, povem, kako si pa ti takrat recimo tist polmaraton doživljala. Je bil to tvoj osebni rekord tudi, tako kot moj recimo? Mislim, da je bil, ja. In bom povedala tudi, da je bil to zame najlepši maraton, pol maratona. Res, tako z lahkoto sem jaz takrat tekla. Neverjetno. Najlažje sem zmagala takrat, pa kljub temu, da sem imela konkurenco v dekletih, ki so bile res dobre tekačice. In se pa spomnim, ja, da je bilo to je bilo tisto leto kasneje, ko sem bila v Radencih, jaz pravzaprav bi mogla nastopati v maratonu, zdi se mi, ja. In takrat, ne vem, takrat pa nekaj ni bilo najboljše z organizatorjem, ne vem, kaj je bilo, ali je bilo z menedžerjem, ne vem, ja, in takrat smo se potem z Romijem odločila in z Sašom Juraja, da gremo mi 21, da gremo uživati, in smo šli, in takrat je bilo res tako lepo. Tisto, mislim, da je dež padal, ne da? Je nekaj bilo. Nekaj malega je tudi dežja. Ja, ker jaz imam, v bistvu, seveda tudi vsi imamo rajši, da je bolj hladnejše kot pa vroče, ne? Ker imam še eno drugo izkušnjo, ko je bilo zelo vroče v Radencih in se tega maratona kar ne bi spomnila, ker je bilo hudo, ni bilo fajn, res ne, tam sem dehidrirala. In ja, v glavnem, ja, kaj naj povem, ko je tekač v formi, pa karkoli, pa mislim, da bi tudi 800 takrat odlično tekla. Res. Jaz bi vse tekla, ker sem bila v formi, vrhunski formi, in jaz sem se igrala s tem tempom. Vem, da je bilo tudi po 3:30 ono, tako mimo grede, pa tismo, ne vem, neki ugašeni ogorki, kaj je bilo tisto črno, neki je bilo, kot tak leš, pa neki po eni temni pot, neki vem, da je bilo. Čez gost, ja, čez en del gozda smo tudi tekli, pa malo makadama je bilo še tam vmes. Ja. No, in potem smo se, tako. Ja, no in v glavnem, za Sašem Jurajem, on je bil tako idealen sparing. Tako idealen, tisto res 99. In jaz sem bila tako, pa če bi mi on dirigiral, mislim, ne vem, narekoval, ne vem kakšen ritem, bi jaz tudi verjetno takrat šla, ne vem kakšen ritem. No in jaz sem res uživala sem, zato ker in vse te rezultate, katere sem jaz dosegla, recimo v primeru osebne rekorde, v njih sem uživala in sem se tako šla. Vse, kar je bilo pa tako meni, da ni bilo všeč, pa mi nekako ne. Res tako, in danes delam zelo rada tudi s takimi ljudmi, ki dobim isto energijo in to. Ja, to je zelo pomeni pri meni, zelo, strašno pri meni, zelo. In če smo takrat skupaj tekla, res mi je bilo v čast in res je bilo super. Ker ti moram nekaj še povedati, kako je bilo pa na prejšnjem maratonu, ko smo pa tekla z Robijem Rozmanom, tudi zdaj smo si še zelo blizu, večkrat se spomneva tistega maratona, kajti zmago, ko sem jaz takrat zmagala na ta dolgem maratonu, je bilo pa tako, da v bistvu je on v tistem ključnem momentu on dohitel madžarsko tekmovalko in je šel mimo nje. In takrat mi je on rekel, jaz kot sparing sem šel mimo nje in takrat, zakaj si pa šel kar mimo tam 20 metrov naprej od mene? Ja, sem ti pokazal sem ti, da je pot, da smeš iti, da si sposobna
Ja, in takrat sem jaz samo zamenjala, z mesta sem zamenjala, samo prijela in šibala. In takrat je bila še ena taka zelo zanimiva prigoda. Sem jaz srečala tam na mostu, kakšen kilometer, 2 pred ciljem v Radencih, enega tekača, moškega, ki pa ni želel, da ga ženska prehiti. In ko je mene v ozadju zagledal, ko sem bila v tistem finišu na letu, ko tisto potem, ko se rešiš konkurence, to samo gre. Res, samo šibalo je. No, v glavnem, skoraj da je v tisti spremljevalni avto skočil. Mislim, zelo je bilo smešno, zelo tako. Ja, no, take izkušnje, pa taki spomini so mi ostali skoraj bolj kot pokali in vsega tega v spominu, tako da ja. Bravo, no, super zgodbe, no, jaz se bom zvene spomnil teh Radencev. Vprašanje, če bi tekel tako hitro, če ne bi vaju takrat ujel, vprašanje, če bi držal tisti neverjeten tempo, ki ga je Sašo vrtel, in to je tudi meni pomagalo, no, da se še danes lahko pohvalim s tem rezultatom iz leta 99. Tvoje leto 99 je bilo drugače res neverjetno. V Zagrebu, če se ne motim, si tudi zmagala na maratonu. Naslednje leto bi morala pa potovati potem že na olimpijske igre, ker si imela tudi normo. Ne. Ni bilo tako? Ne. Bila sem v Zagrebu, to je bil še tisti maraton 99. Aha, točno, ja. Hvala, povratek nazaj. Daleč je že, daleč. Ja, v tekmovalno. Ne, resno, meni so zdaj v zadnjem obdobju, res kot da mi se nek preklik naredil in da sem zgubila ta kontakt z tistim tekmovalnim obdobjem. Zato mogoče, da sem preveč fokusirana ali pa bolj fokusirana v nekaj drugega, v te tekmovalce, katere zdaj treniram, pa sem mečkala to vez, malo sem zgubila, ne? Ampak ja, zdaj, ko si me povrnil, hvala. Kaj je bilo? Leta 99 sem bila res v vrhunski formi, res dobro pripravljena in takrat sem, tako je bilo, v Radencih na 21 km bil moj sparing Sašo Juraja in v tistem času je Sašo Juraja imel prometno nesrečo in je odšel. In jaz sem takrat, tista njegova nesreča je zelo zarezala v moje odločitve, v moje razmišljanje. In takrat skoraj da so še z triatlonko Matejo Šimic se skoraj da odločale, a sploh nadaljujeva svojo športno kariero, ona vrhunska v triatlonu, jaz v atletiki, v maratonu. In takrat se spomnim, obe smo imeli eno tekmovanje, smo šli, ona je šla na svetovno prvenstvo v triatlonu, se mi zdi za mladinke v nekem Kanado, ne vem kam. Jaz sem pa šla v Malezijo, na otok Borneo smo imeli svetovno prvenstvo in to mi je pomagalo, da sem prešla vse skupaj to in ko sem potovala v Malezijo, tja in nazaj, sem se jaz nahladila na avionu. In takrat sem jaz zbolela in sem imela angino in takrat je bilo vprašanje, če bom sploh v Zagrebu nastopala. In takrat sem bila na antibiotikih in glede na to pa, da sem bila dobro pripravljena, sem pa vseeno šla ta Zagreb maraton preteč in v Zagrebu sem bila, na maratonu sem bila druga. Spomnim se, da je bil zelo strm klanec proti Šalati in to kar 2-krat, tako da je bilo 4 km kar klančka. In takrat sem si jaz tako razmišljala, vse tako, ampak ne postrojniško. Tako, ker je hriba, tako je spusta. Vse to je uravnilovka, ne? To je uravnovesje, ampak ni temu tako. Maraton je tudi v življenju, ne? Če greš gor in dol, ne? To ni isto, ne? No, v glavnem in takrat sem naredila tisti dober rezultat. Sedaj nima take vrednosti, ampak takrat mi pa veliko pomenil. In kaj je bilo? Bila sem druga, finiširala sem, ko ne vem kaj, na tistem štadionu, ker cilj je bil na Dinamovem štadionu in to je bilo to in užitek je bilo biti kot zmagovalka, ampak čeprav sem bila druga tekmovalka z dobrim rezultatom, ampak finiširala, to vem, da sem zadnjih 300 metrov šla pod 60, zato ker sem lovila nek rezultat, no, ampak nima veze. Ja. Noro, no in leto zatem si že imela vstopnico za Sydney, oziroma letalsko karto praktično. Je tako, 2000 bi mogla iti na olimpijske igre, je tako.
Imela si normo, vse je kazalo, da boš sanje vsakega športnika tudi ti živela. Kaj se je zgodilo? Ja, kaj se je zgodilo? Mogoče, ker je bilo to v tistem času je bilo to zelo, zelo šokantno zame, kajti jaz se točno spomnim, samo spomnim se zdaj, na katerem treningu sem se poškodovala. Delala sem neke stotke, ker sem nastopala za ekipo Kladivar na nekem tekmovanju in delala sem preslabo regeneracijo, premalo sem pila, premalo sem delala gimnastiko, se pravi vaje za gibljivost, prezrla sem določene enote treningov, to sem prezrla, dehidrirana sem bila, preveč sem hitela mogoče v tistem obdobju, ampak kaj hočem s tem povedati? Jaz sem to zabrisala. Jaz samo vem, tiste solze okrog štadiona, to se spomnim. In drugo plat se spomnim, bolj veselo, sem si kupila največji televizor, kar je bilo mogoče, in sem si pogledala vse tekme na maratonu in tudi sicer. In to sem jaz zabrisala. Tako da ni pomembno. Pomembno pa je to, da mogoče sem zdaj motivirana, mogoče bom pa v treningu komu pripomogla, da bo hitrejšo pot dosegel v maratonu ali kjerkoli, da preide na olimpijske igre ali da doseže kakšen vrhunski rezultat, kajti iz tega sem se tako dobro naučila, poslušaj sebe. Ja, ker jaz sem takrat naredila eno hudo napako. Šla sem na terapijo, ki je bila premočna za mojo nežno muskulaturo. Če bi jaz takrat poslušala sebe in takrat sem jaz začutila, nekaj ni v redu, to ne bo dobro. No in tisto sem potem, ker nisem imela več možnosti vplivanja, sem jaz to samo zbrisala. Mogoče bi to izpostavila še en napotek za vse tiste, ki spremljajo tale pogovor ali bojo spremljali kakorkoli, eno sporočilo. Ne samo to, da športnik, da se ves čas izobražuje, ker to ima možnost, to je širina pogleda, to je dobro, to je odlično. Drugo je tudi, da je športnik zavarovan, kajti potem sem jaz bila prepuščena reševati ker ostala sem brez. In dobra stran mojega videnja in opazovanja je bila to, da sem bila takrat zelo, zelo dobro zavarovana. Jaz kot Anica Živko sem bila sama tako dosledna, kajti jaz sem bila profesionalka v tistem času. Jaz sem živela od teka, kljub temu, da sem imela družino, ono drugo. Ne vem, še enkrat, jaz sem bila zelo pogumna. Za tiste čase jaz to ne bi nikoli več. Ne, to pa ne. Ne, ker je bilo kar stresno, no, in to moje sporočilo je študij, izobraževanje, zavarovanje, paziti, pogledati in tudi paziti, kaj počnemo, da ne škodimo samemu sebi, da čutimo tisto, kar mi radi, se pravi, kar radi počnemo, da ne gremo preko sebe. To je tisto. No, in tudi ta izkušnja, bom jaz rekla, nisem se poslušala, nisem bila dovolj dozorela in to vse je meni eno veliko sporočilo. Tudi na zadnjem reprezentančnem srečanju, ko sem ga imela prejšnji teden, nedavno nazaj, ko sem bila trenerka za hojo, je meni tisto dalo neko zelo močno sporočilo, kaj pa to meni, hoja, ustavi se, ne šprintaj, ne dirjaj, prisluhni. To je to, ne? To je neka povezava, tudi s tisto poškodbo, kaj sem jaz od tega odnesla. Od tega sem ogromno odnesla, zelo ogromno in mogoče tudi celo take zgodbe, take izkušnje, da se zaustavimo in gremo potem jasnim ciljem naproti. Bravo. Mislim, da je tudi, super, mislim, da je lekcija tudi za mlade atlete, atletinje tam zunaj, saj jih poznam nekaj, tudi dobrih ali pa najboljših, recimo Maruša Mišmaš, se mi zdi taka celovita osebnost, ki poleg atletike funkcionira tudi v ostalih segmentih življenja, ima širok pogled na to, kar počne in kaj želi početi v življenju. Ni samo atletika morda tisto,
kar jo žene, kar jo driva, pri tem, kar v življenju počne. In se mi zdi taka paralela s tabo perfektna. No. V življenju moraš, ti si po izobrazbi, kar je mogoče za žensko, dokaj specifično, študirala si strojništvo. Ne poznam veliko žensk, ki bi študirali strojništvo. Sigurno ti je to, mislim, tudi ta strojniški pogled na življenje pripomogel v marsičem, da si lahko, rekel, združila pa komplementarno združila znanje z različnih področij in z tega potegnila kaj več, kot bi ga kdo, ki tega ne bi imel. Ja, zopet ena zanimivost. Jaz kot strojnik, ne glede na to, da sem samo nekaj let delala v tem poklicu, sem drugače gledam na vse treninge, tudi pristope pa to. In to mi dala eno zelo veliko popotnico, da jaz globino treningov in globino vsega gledam na drugačen način. Meni že takrat, ko sem se predala temu šprintu, jaz sem takrat kot mala punčka gledala enega atleta, ki je šprintal. In meni takrat zanimalo, kaj me je zanimalo, kako hitro on preteče v 10 metrih, kako on to hitro, pa koliko korakov, to je mene zanimalo, hitrost, to moč, s katero se požene iz štartnega bloka, to je mene zanimalo. In jaz sem imela takrat tistega idola, ki me tako frizurca, Američana. In iz tega sem jaz na nek način prepoznala, da mene bolj drugi poklici zanimajo, drugačnost. In ravno tako, ker jaz, zakaj sem prišla tudi v strojništvo, jaz sem se vpisala na strojno-tehnično šolo iz samo enega razloga, mislim, tistega poglavitnega, ker sigurno bi šla potem tudi v kakšne take vode, ampak je bilo tako, da nisem prišla v nivo, se pravi, vpisa v gimnazijo. Ja, to je bilo moje prvo tako spoznanje življenja. Lej, nisi prišla zraven, nisi v eliti, ne moreš, nisi vpisana. In potem si ok, grem jaz na strojno-tehnično, v Trbovljah je bila, grem jaz tam lepo in sami fantje, ne rabiš nič. In tako, da sem bila v bistvu v taki družbi in zopet ekipa teh fantov, ki me je popeljala naprej v razvojno, da sem jaz ostala v strojništvu, da nisem prešla potem v gimnazijo, ker se je sprostilo mesto, lahko bi šla, ampak nisem tega izkoristila, ker mi je bilo fajn na strojno-tehnični šoli. In kaj je to? Meni še dan danes pomaga, da določene stvari drugače vidim, mogoče, ne vem, zelo radi vzamemo določene besede, perfekcionist pa to, ampak mogoče ne, ampak mi samo vidimo globino drugače, na drugačen način, in tudi primer, ko sem se jaz učila tele določene integrale, sem mislila, kako mi pa to bo v življenju, ampak ne, kasneje v strojništvu sem jih jaz to uporabila. Jaz sem jih uporabila v konstrukciji, ko sem delala, in vse, kar sem jaz dobila skozi življenje, vse sem potem uporabila. Mogoče ne tisti moment, ampak kasneje. Tudi trenerji, ko so mi takrat pridigali to, tretje, četrto, in sem rekla, kako težijo, kako so zoprni, kako so naporni, mislim, res grozni trenerji, ampak ne, tako dobro, tako sem jim hvaležna, res. Tako da, ja, in dan danes gledam te stvari precej drugače, kot bi verjetno sicer, kajti vsako izobraževanje, vsaka pot, ki jo naredimo, je za nekaj dobro in nam tudi služi tako, ja. Bravo, no sej, to je tisto, recimo, eno knjigo sem pred časom predstavljal, Razpon od Epsteina, kjer ravno o tem govori, da marsikateri uspešen, ne samo športnik, tudi kreator na sploh v življenju, je človek, ki je prišel čisto drugega področja, pa potem znal sintetizirati različna znanja, ki so na prvi pogled mogoče sploh nezdružljiva, ampak z tega ven pride neka prebojna misel, prebojna rešitev in tako naprej. In evo, mogoče tudi ta strojniški pogled, ki si ga prinesla s sabo v to atletiko, dela
tisto, kar zdaj počneš v svoji profesionalni karieri, nekaj posebnega, tudi tvoje atlete, na vse zadnje, ok, moža nisi spoznala v strojništvu, ampak na stezi, Romeo Živko, mnogi ga poznajo kot odličnega atleta, skupaj sta potem po zaključku tvoje kariere tudi ustanovila tekaško šolo Živko, ki zdaj že skoraj 90 leti ustvarja, bom rekel, in producira nove odlične atlete. Ja, in ravno tista poškodba leta 2000, ko sem imela res pravo poškodbo, je nekako preusmerila moj pogled. Zdaj se zopet spomnim za nazaj, kako sem jaz leta 2000 se vpisala nek študij, se pravi management, in sem zopet odprla neko novo obzorje, novo širino, ker če se ne bi poškodovala, sploh ne bi šla študirati tega, definitivno ne. In ta pot je tudi dala en tak drugačen pogled, kajti jaz sem malo predolgo vztrajala v tem, jaz sem vedela, pa nikjer nisem videla, da bi kdo kdaj izjavil ali pa povedal na glas, jaz sem bila zasvojena s tekom. Jaz nisem mogla iti ven, nisem znala iz atletike izpreči. In če se navezujem na to leta, pač ne vem kdaj, preden sem rodila Tijo Tanjo, leta 2005 sem jaz v Ljubljani tekla maraton in trpela, ker se mi je ta poškodba izpred 5 let obnovila in sem že na štartu vedela, da ne bo dobro se je šlo, ampak jaz noben maraton nisem odstopila. Ker to jaz iz spoštovanja do teka, do maratona, te maratonske razdalje, jaz sem tako spoštovala, res. In sem pretekla do konca in v cilju sem rekla, jaz bi pa rajši rodila, kot pa tole še enkrat zdržala, ne? Ker sem imela prvi porod, ker športnice imamo včasih lahko kar naporne porode, priznam, pa povem. No in potem sem jaz, naslednje leto sem pa namesto bila na maratonu, sem pa rodila, pa potem sem pa rekla, bi bil boljše na maratonu, kot pa roditi. No, v glavnem, in ta prehod ko se je rodila Tija Tanja, je potem tako sprožil, da sem jaz začela tisto, se pravi, bolj jaz sem začela, ker Romeo je že delal kot trener vrsto let. Jaz sem čisto šla v trenerske vode, želela sem si iti v strojništvo sicer nazaj, ampak nekako nisem začutila tega, ostala sem v športu, ustanovila tekaško šolo, potem vključila tako, to je bila bolj moja ideja, ampak ker Romeo je že delal, precej bil že uspešen, bil tudi trener reprezentance, no in sploh, in sem mu jaz tudi na nek način sledila, dopolnila, da smo lahko razvijala atlete s to šolo, s svojim sistematiziranim pristopom, ker jaz sem videla, kaj nam manjka, kaj manjka na slovenskem prostoru, da kako razvijamo od malega do, se pravi, tisti, ki še niso tekmovalci, oni, ki morajo delati na hitrosti, v šprintu, v tehniki teka, to so tiste mlade, najbolj občutljive duše, pa potem na tekmovalce in potem na tiste vrhunske športnike. In to je ena pot, ki se zopet navezuje na tisti maraton, ko sem se res poškodovala, na tisto obdobje, kaj je to spremenilo način razmišljanja. In zato sprejmimo vse, kar nam pride na pamet, na pot, vzemimo to za dobro, ker nikoli ne vemo, kaj nam bo to koristilo. In to je bilo tako, da jaz sem bila takrat primorana na nekem, kaj je bil svetovni pokal na Rogli v smučarskem teku, kjer je bila Petra Majdič vrhunska in takrat so mene iz Uniturja povabili, da jaz pač se predstavim, jaz pa nisem vedela kako in takrat je nastala tekaška šola Živko in smo kot nek sinonim res neke uspešnosti, neke razvojne poti, ker mi razvijamo atlete. Bravo. Odlično si to povedala, se pravi, če bi to lepo vzela, kaj je torej, bila si tudi trenerka leta, kaj je torej pogoj za dobrega atleta? Se pravi, lastne izkušnje, veliko znanja, ki ga pridobiš drugje, konstantno izobraževanje in sprejemanje novih trendov, pa seveda najbrž tudi občutek, kaj od tega je tisto, kar meniš, da je najpomembneje, ali pa so to vse sestavine, ki ustvarjajo danes človeka, ki zna narediti, bom rekel, v teh časih iz neke občutljive zmesi
neizoblikovanega otroka, mladostnika, potem neko vrhunsko športno telo? Jaz sem se strašno veliko naučila od Romeja, ker jaz sem bila z njim 24 ur na dan, ker je bil tudi moj trener. In od njegovega pristopa sem se jaz tako naučila njegovih trenerskih pogledov. Jaz sem se tudi učila od vrhunskih strokovnjakov, ampak pri njemu sem pa opazila, da ima izreden občutek za delo z mladimi, izreden občutek. In jaz sem to tudi sama v sebi prepoznala in ga razvijala naprej. In vsak, ki dela vrhunsko, dela tudi napake. In jaz recimo kot ženska, ker sem pač tudi on je z menoj delal, ker sem jaz potem, se pravi Romeo je mene vodil v maratonu in tudi kasneje na teh nastopih pa to, ne. In jaz sem videla, ne, kaj bi pa mogoče jaz kot ženska drugače naredila, ampak jaz sem gledala to kot atletinja. In potem, ko sem jaz to razvijala samo sebe naprej v trenerko, sem videla, da svoje znanje in izkušnje z zelo dobrim, prefinjenim občutkom je najboljše predajati naprej. Kaj še pomeni? Strokovna ekipa. To je pa najbolj pomembno. In kaj? Nekateri pravijo, da je menedžer že postal trener, ne? Ampak kaj moramo mi trenerji poznati? Kaj? Meni je res zelo, zelo všeč, da sem jaz bila trenerka leta v šprintu za eno vrhunsko mlado atletinjo. Res šle sva od malega do velikega, res potencial. Res mi je bilo zelo lepo delati. In tudi z ostalimi šprinterji. Jaz sem prav uživala, tudi danes uživam, ampak jaz sem se tudi od vsega tega naučila, da tudi tega stanja v življenju, da ni vse, mi smo spremenljivka. Mislim, tako, nič ne moramo vnaprej, življenje naša je spremenljivka, nič ne moramo vnaprej. Tako kot recimo je pa to v prenesenem pomenu, da je pa atlet spremenljivka, smo mi stalnica v tem kontekstu. Mi smo pa stalnica, atleti prihajajo, odhajajo, mi pa jih vodimo, spremljamo. In z danes to tehnologijo, vso vrhunskost, tudi s temi copati, z vsem tem. Ampak jaz se nekaj drugega vprašam. Kaj pa to nam prinese? Kaj je naša potreba? Da smo srečni, da smo zadovoljni, da živimo, da se ne poškodujemo, da živimo življenje in da smo dobri ljudje. A niso to največje vrednote? Mi premikamo meje svetovnih rekordov, premikamo, še posebej več v teh dolgih progah, kajti mogoče mogoče bi še nekaj pridodala, kar si me napeljal prej v šprintu. Kaj to pomeni? Kaj sem jaz ugotovila v tem času? Da če sem nekje daleč, bom lažje pridonesla čas, ki mi manjka, na dolge proge bom lažje pridonesla in bom lažje prišla do cilja. Ker če sem pa nekje blizu, pa bom zamujala, pa ne bom mogla tako hitro nadoknaditi. In to lahko jaz prenesem tudi v to, da te mejniki v dolgih progah se lažje premikajo kot v šprintu. To lahko povežem. In vse skupaj so ti prestopi, ne, je pa to, da občutek in znanje trenerja in da zna tudi v ekipo doprinesti to dobro energijo. In to je tisto, a se z nekom ujameš ali ne, to je zelo pomembno. In potem narediš ekipo in to je to. In potem moraš biti support, kjer prehaja trener iz različnih faz. Najprej tako je vesel, da se pravi atlet izbere njega za trenerja, kakorkoli, prepozna stroko in ujame sistem dela, ker se ne paše to. Druga stvar je pa potem nadgrajevanje, da imata skupaj iste cilje, k istemu cilju stremita. Stroka. Odločitev za atletiko, za treniranje atletike v mladih letih je najbrž prava, tudi če se potem usmeriš v druge športe, ker je tako elementarna, tako splošna. Pa se odločajo recimo otroci zdaj za atletiko
Je to še tako, kot je recimo pri tebi bilo čisto nekaj naravnega, da te je gnalo v tek? Pripoznavaš to ali pa prepoznaš pri sodobni otročadi, pri otrokih oziroma to željo, ali je to večkrat mogoče želja staršev, ali je kombinacija vsega, oziroma mogoče drugače, če to vprašamo, kakšna je recimo danes vloga staršev pri tem, da otroke vključijo v nek organiziran šport, ker na eni strani poslušamo, da so otroci gibalno praktično vedno bolj nesposobni, na drugi strani pa mogoče strah pred prehitro specializacijo mladih otrok, ki se potem iztrošijo v nekem športu do 15. leta. Kje bi tukaj našli ravnovesje, da čim več otrok recimo motiviramo oziroma damo v neko atletsko šolo, ki je najbrž tudi dobra ne samo za grajenje fizičnega telesa, pač tudi karakterja, po drugi strani pa, da jih potem ne iztrošimo prehitro in ne naredimo z njih, ranjenih mladih posameznikov. Ja, v bistvu je bilo že zdaj vse skoraj da večinoma zajeto po tvoji pripovedi in naslavljanju, ampak jaz bi rekla še eno drugo zadevo. Trenerji, od nas je odvisno, dobro, tudi od staršev, ampak od trenerja je zelo, zelo odvisno, ko sprejmemo v okrilje te mlade duše, da skrbimo za njihov razvoj, da nimamo nekih osebnostnih, hib, da bi jih prenašali na te mlade atlete, kajti vsi, kateri so že nastopali na državni prvenci, so že atleti, so že tekmovalci, ker tisti, ko dobijo štartno številko na prst ali na hrbet, to so tekmovalci, potem je to tekmovanje. In tako, ko so dileme, kako zgodaj pričeti, jaz imam neko svoj pogled in svojo filozofijo, malo na podlagi svojih izkušenj, svojega videnja, na podlagi izobraževanja. Jaz se tudi ves čas izobražujem, zelo dobro opazujem, zelo težim včasih drugim trenerjem, ker jih na tekmah nemogoče stvari sprašujem. Imam tudi tisto področje, priznam, določene stvari ne vem. Imam pa kot to prednost, da zelo dobro opazujem, zelo dober feeling imam in to me mogoče ločuje od drugih. Spoštujem trenerje, zelo dober spoštljiv odnos imam do ostalih trenerjev, kajti vsak ima nek svoj pristop in nek svoj najboljši feeling, kar je posameznik zelo dober. In kaj hočem povedati? S temi mladimi moramo začeti zelo zgodaj. Sicer je zdaj, so tako, ti ekipni športi so kar zelo, v primerjavi z atletiko, malo so postali agresivni, ampak ni to nič narobe. Imajo zelo dobro vodeno, sistematsko vodeno tudi mlade, se pravi uvajanje teh otrok naprej v te vrhunske, odlični so, vrhunski, ker Slovenija ima res vrhunske športnike, res nenavadni. Nenavadno uspešni smo za tako mali prostor, kot smo. In kaj jaz opažam, da s temi mladimi mora delati zelo veliki strokovnjaki, z občutkom za te mlade duše. In potem, če jih znamo voditi, ker recimo, jaz sem videla, da tudi včeraj sem dobila en klic, da bo ena mamica pripeljala enega otroka k meni pogledati, da bo ta videla, ne, punčka je bila, da bojo videle moj trening. Kaj boste pa videle? Pridite, uživate, odcopate, drugo, kaj rabite za ta trening. Ne? In potem sem tudi vprašala, je punčka sama videla moj trening ali ste vi predlagali, da bi bilo pa dobro. Kajti otroci nekateri imajo preveč obveznosti, zdaj to ne vem, ne bi se spuščala v te detajle. Vpliv staršev je pa samo zato tako velik, kajti zdaj večinoma ti treningi so v breme staršev. Ko sem jaz trenirala, meni ni bilo potrebno trenerja plačevati, zdaj se vse plača, ni mi bilo potrebno vožnje plačevati, vse sem imela urejeno,
Pa ne zato, ker sem bila dobra, ampak zato, ker je bil sistem takšen. Zdaj pa sistem tako narejen, da vse je v breme staršev in takrat si starši mogoče malo več dovoljujejo, da posežejo, moj otrok bo pa tako, ne. Od nas samih trenerjev pa odvisno, ali bomo to dovolili, ali bo vpliv staršev, pa to, ali bomo znali od tega, kaj že ven potegniti, kaj nam ta starš sporoča, tiste kvalitete, kajti tisti balast ne rabimo, pa da mi bo ta grozil, zdaj pa ne bo v štafeti, zdaj bo pa to, ne, ker ni vse od trenerja odvisno. In kako lahko mlado dušo lahko enako kot motor, lahko ga preženemo, kajti jaz sem imela to izkušnjo, takrat v tistem obdobju, ko sem jaz tekmovala vse možne discipline, naj povem, da sem na največji tekmi tekmovala primer, če se na sebe, ne, ker iz svojih izkušenj lahko predajam naprej. In tisti, kateri ima dobre izkušnje, ta lahko predaja naprej vse ostalo svoje znanje in ga vključuje z sodobnimi prijemi. In tako, ko sem jaz lahko tekla 4x100, 4x400, 1500 in 3 kilometre v 2 dneh na največji tekmi takrat v Jugoslaviji, kaj to pomeni? Tista mašina je bila prekurbljena, prenaporna, preveč je bilo, ne? In enako se to zdaj dogaja. In otroke naj ne bi obremenjevali preveč, oni morajo imeti svoj prosti čas. In zdaj ravno v tem obdobju, se pravi, jaz bi tako razdelila, iz mojih opažanj, da najbolj primerno je razvoj tehnike teka pri teh mladih je nekje od 6., 7., 8. leta. So najbolj dovzetni, kamenček v roke, dela z rokami, po bližnjem hribu gor, čez vodo skoči, ono drugo. In zato jaz delam večinoma v naravi. In ta stanje, katero je zdaj v svetu, je meni samo pripomoglo, ker vsi treniramo v naravi. In se nihče ne buni, ker nismo v dvorani, ker v dvorani ni fajn, v glavnem v naravi. In potem nekje pri 12-13 letih pa lahko prepoznamo, ali nekdo za šprint, ali kdo za teke, ampak hitrost je osnova vsemu. Hitrost. To je to. In trenerji moramo delati z občutkom. In nam je kot najbolj dragocen diamant, če ga lahko oblikujemo. Kot diamant naj bo vsak otrok, ki ga dobimo, se pravi, ki pride k nas, ki nas izbere in ga potem spremljamo naprej. To je to. Tole si tako izvrstno povedala, ampak tudi če ne bi, ne samo besede, tudi rezultati govorijo, da si izjemna trenerka, tamle vzgajaš izjemno selekcijo v Kladjevarju, recimo malo sem spremljal letošnja tekmovanja, kjer si bila prisotna, se mi zdi, da še bistveno več potuješ zdaj, kot si potovala med svojo atletsko kariero, od svetovnega mladinskega prvenstva naprej. No, ne vem, pri tebi so znana imena, kot so Vid Botolin, Jan Vuković, pa seveda tvoja hči, Tija, Tanja pobirajo državne, mednarodne, balkanske, evropske naslove kot za šalo. Se pravi, si najbrž ponosna na tisto, kar ti je uspelo ustvariti v tej sredini. Ja, vsa ta imena, vključno s Tijo, Tanjo, to je tako dragoceno, tako skoraj da veličastno, da sem imela priložnost delati z njim. S Tijo, Tanjo smo še vedno v tesnem kontaktu, zato ker je hči. Medtem ko Vid Botolin je določeno obdobje bil pri meni, tudi Jan Vuković je začel pri meni, potem sem ga preusmerila, predala v roke Romeju, da jih izoblikuje, kajti oni so se tako dobro ujeli, ravno zato, kajti Romeo je res strokovnjak za srednje proge, pa tudi sicer zna prepoznati v teh potencialih razvoj, se pravi, da zna popeljati te mlade atlete v vrhunstvo. Jaz pa sem imela priložnost in imam tudi priložnost, da vedno, kdaj pride kaj takega, ko se zatakne. In takrat tudi danes vskočim noter. In samo besedo, dve, glede na to, da sodelujem z vrhunskimi strokovnjaki na vseh področjih, kajti trener mora priznati, da ne more obvladovati vseh področjih, ampak mora pa prepoznati, kje se določen atlet zatakne in takrat poiskati strokovnjaka, ki to obvlada. Ne moramo biti, ne vem, mi inštalaterji, če nismo, ne? Čeprav jaz sem strojni inštalater. V glavnem, ja, ampak tistega specialista, ki to
zna in to je potrebno. Potem moraš spustiti, dobesedno se moraš naučiti spustiti. In Tanja je tudi neka mlada vzornica, jaz za njo ne bi nikoli prej, ker ona ni toliko tekmovala, mislim, niti se ni ljubilo kaj dosti biti na atletski stezi, ne? Zato, ker tudi kot otrok je bila bolana, da tisti, ki me dobro poznajo, sem imela večkrat štoprco v rokah, zato ker sem štela število vdihov in izdihov, ker ni mogla dihati kot mala in to, ki je bila prebolana, da ni hodila v šolo, da se je v enem momentu sploh ni želela več v šolo iti. Je rekla, mama, jaz sem skozi bolana, nisem pa več hodila v šolo. No, v glavni in zdaj je prešla v eno dobro atletinjo, vrhunsko, velik potencial, tako kot sta Vid Botolin, pa že omenjen Jan Vukovič, z njimi se izredno dobro razumemo, so tako vrhunski športniki, tudi kot ljudje. In to je tako dragoceno in tako spoštljivo. In jaz sem z njimi rasla. Tako kot so rasli ti mladi atleti, sem tudi jaz rasla z njimi in sem se ogromno naučila. Ogromno. Ena zgodba, si jo spomnim, letos mislim, da je bilo na mladinskem prvenstvu v Keniji. Mi je bil dober odraz karaktera, mislim, da je bil Botolin tisti, ki se je zgrudil malo pred ciljem. Ampak potem ni odstopil, ampak je vstal in šel do cilja, kljub temu, da rezultat potem ni bil najboljši. Ne? To se mi zdela taka lekcija nepopustljivosti, ki jo je najbrž odnesel prav od tebe, no, pa iz tvoje šole. Jaz nisem bila v Keniji zraven, ampak sem bila skozi na vezi, Romeo in Vid sta povezana, tudi zelo sta povezana tudi sicer. Jaz pa samo pridem in odidem. Kaj dodam, pa odvzamem. In ko sem jaz videla Vida, kako je, ker sem dobila ta videoposnetek, ker mi smo dobili šele kasneje, ne? In tudi fizioterapevtka je sproti javljala in je potem tudi javljala, ker smo gledali, spremljali, ne? In ko smo videli, da Vida ni v cilju, kje je držal te kenijske tekače, etiopijske, jaz sem mu dala tudi en zelo tak napotek, zelo, da se bori, to je bilo moja popotnica Vidu Botolinu, ko je šel v Kenijo. In tisto, ko sem mu rekla, da se bori, da v cilju je cilj in da on je že itak to prej vedel, ker je taka celovita osebnost. Vid je res celovita osebnost, tak dragulj. In on je tudi meni kasneje rekel, jaz sem se vstal in sem šel, nisem se zavedel, zadnja 2 kroga se nisem zavedel zase. To je bilo na višini, premalo adaptacije, vse ni šlo tako, kot bi si želeli, ampak on je junak, zame je zmagovalec. In ko je prišel v cilj in ko sva z Romeom gledala te posnetke in je potem k sreči fizioterapevtka, ki je spremljala Vida v rešilnem avtomobilu, ki je šel na urgenco, mislim na zdravniško pomoč, na kisik in vse skupaj to, da so mu pomagali na infuzijo, ker se je tako izčrpal, mi je bilo najbolj dragoceno, da je on preživel, mislim, da je on okej, ne? In ta izkušnja je popotnica, da vrhunski dajo vse od sebe, res, samo tisti vrhunski imajo pravo srce tekača in tekmovalca in to so vrhunski. In ti se ločijo od povprečnih, to so vrhunski. In delo s takimi je to samo v čast in ponos, da lahko delamo s takimi kot osebnost. Ja. Anica, te trenersko delo mogoče še bolj izpopolnjuje kot te atletska kariera ali je pač samo eno nadgradnje drugega? Ja, atletsko delo v atletiki. Za ženske bom rekla, da je zelo naporno. Zelo naporno, kajti ženske delamo še zopet družina, ono drugo, vse počneš, ne. In še posebej s to šolo, ne, ker želimo res vzgajati vrhunske atlete. Ker to imamo v sebi, ta potencial, kar vsi, tudi Robert, ki dela v Trbovljah,
njemu sem dala tudi eno tako zelo dobro popotnico, jaz kot mama, da tisto, kar delaš, delaj s srcem. Romeo kot oče, pa ta njegov potencial strokovnosti. In mi zelo, zelo sodelujemo med seboj. In smo zelo taka sklenjena družina. In vsak pokriva svoje področje, kjer je najboljši, potem pa se mi to porazdelimo in potem dajemo to svoje znanje naprej. In trenersko delo, naj povem, da mene na nek način zelo izčrpuje, in to zato, ker jaz nisem polovičarska. Jaz dam atletu, ki se me je izbral, dajem razvoj, se pravi, mu nudim vse svoje znanje. On dobi, pa ne glede na to, ali zmaga na tem nivoju, je mogoče samo, ne vem, 10, 20, 30 v državi, ali pa tisti, kateri je naredil normo in je tudi najboljši v državi. Vsi dobijo tisto, kar rabijo. In to je tista potreba, mislim, kaj nekdo potrebuje. In moja potreba je tudi to, da prepoznam tisto v posamezniku najboljše. In v nekem momentu, zato sem hvaležna te situacije v svetu, ko nismo imeli treningov, da sem jaz lahko počivala. Kajti trenersko delo je tudi izčrpujoče. In takrat, ko je najbolj izčrpujoče, se trenerji odmaknemo v neko osamo, gremo nekaj, ne rabimo, saj ne, da ne bi bili družabni. Jaz sem zelo rada sama in zelo rada sama obiščem Roglo, obiščem pač morje, kakorkoli, tu nekje sem jaz. In ni nujno, da ob takem lepem dnevu, ki se napoveduje kjerkoli, da jaz tečem. Jaz takrat počivam in ko začutim, da sem okej, grem na svoj tek. In ravno tek, vsak mora imeti svoj ventil, vsak trener, kajti to je zelo, zelo, zelo izčrpujoče, če si ne znamo zorganizirati od dneva do načina izbira tekmovanj. Tekmovanj, katere bo tekmovalec nastopil, in tekmovanj, katere mi spremljamo tekmovalce. Tako, v tem, upam, da sem bila dovolj jasna. Zelo, zelo lepo povedano. Anica, te še mika, da bi kdaj odtekla kakšen hiter maraton morda? Ne. Všeč mi je tvoj direkten odgovor. Zelo kratko, ne. No, in ta potencial, katerega recimo, je pa tako, ne, na trenerskem področju bi se pa še želela mogoče podati trenerjem pristope. Tu, na tem višjem nivoju, pa z drugačnimi, kajti jaz se, mislim, pač razlikujem od ostalih. Mene včasih gledajo kot, joj, kaj pa ta bluzi, kaj bi ta rada, kaj, ne, in ne to strokovnost, te izkušnje pa to. Mi moramo celostno gledati, ne samo kot nekdo pride na trening, uro pa pol je pri meni, ono drugo, naredim to pa to. Ampak kaj se še ločuje od srednjeprogašev pa šprinterjev? Za šprinterji smo skozi skupaj, vsak korak gleda, vsak gib, to je tehnična disciplina lahko, ne, tako kot skok v daljino ali pa karkoli. Vse te elemente moramo, ne, pri tekačih je pa tako, ne, oni grejo, ne vem, 20 kilometrov, pa karikiram, ali pa 10 kilometrov, pa jih, ne vem, 45 minut ni. In takrat trener lahko razmišlja, kakšne volje je bil ta atlet, ko je prišel, kako lahko z njim delam, kajti ne moreš z vsakim enako, po istem postopku delati. In jaz zelo cenim tiste, kateri stopijo na štartno črto, jaz ne bi več stopila. In mene, ko vprašajo, a bi šla rekreativni tek, mislim, ne rekreativni tek, tisto že, ampak veteransko, kaj je že to? Jaz sem že kot veteranka v bistvu v absolutni kategoriji tekmovala in jaz ne bi se postavila na štart, niti slučajno, ne. To pa ne, res ne. Ampak spoštujem vse, ki se postavijo, res. Super. Tole je bil fantastičen pogovor. Zdaj bo za zaključek dala samo še 2 iztočnici. Kaj sploh rabimo za tek, Anice Živko? Rabimo mogoče čas, voljo, copate. Kaj rabimo, da gremo, da se odločimo, pa tečemo? Motivacija. Svoj motiv. Tisto, kar želimo, kar čutimo, kar si želimo, kar nas sprošča, v čem uživamo, ne tisto, da bi nekaj tekmovalnega dosegli, kajti
komu se dokazujemo, če ne sebi, ne rabimo, niti, ne vem, vse super je, če smo na tekmi, rabimo druženje, smo socializirani, rabimo to, ampak pomembno je to, kar si vse omenil, kar si naštel, lahko nekomu copate, lahko bosi, a ne da, lahko v najbolj preprostih oblačilih, najbolj tisto, da se počutimo svobodne, da uživamo, da nas to nadgrajuje, da lahko delamo, da je naša podpora tistemu, s čimer se preživljamo, kaj nas podpira v življenju, da smo srečni, da uživamo. In Marko, jaz sem ves čas uživala v teku, zato meni medalje, stopničke niti niso bile tako v ospredju. Jaz sem uživala, ker sem bila v družbi najboljših. In to tudi tisto, kar sem čutila, meni je bilo to dovolj. Nisem rabila nekih potrditev in danes je meni najljubši tek, da zdrvim po svojem gozdu ali ob obali, da začutim ta feeling, ta drive. Enako drive, kot me spremlja glasba. Ampak jaz si pišem svoje besedilo, mene samo ritem poganja, jaz nimam slušalk. To bi odsvetovala vsem tekačem, ampak ne zato, da ne. Vsak ima svojo motivacijo, ampak zaradi varnosti, da slišimo, kaj se okrog nas dogaja in da smo v tem drivu, če smo v naravi, da slišimo svoj dih, da slišimo svoj korak, svojo povezavo z naravo, z zemljo, z dotikom, z čutom, z vibracijo, z energijo. To je to, da začutimo sebe, to je to. To preprosto, pa smo v teh čevljih, da nam je udobno, da smo v onem, da smo v tej družbi, samo da uživamo. To je tisto največ, da v sebi prepoznamo to, da prepoznamo sebe. To je to, ni žuzga. Super, tako kot ti uživaš v teku, sem jaz užival v tem pogovoru, draga Anica, jaz mislim, da tudi poslušalke in gledalci, vsi tisti, ki bodo tole poslušali na teku, ja, ne podpiramo slušalk na teku, ampak če jih že morate imeti na kakšni varni poti, poslušajte podcast Zagreti za tek, epizoda 62. Anica Živko vam bom dala polet, zagon in cel kup, bom rekel, izvrstnih uporabnih informacij. Draga Anica, jaz se ti zahvalim za tvoj čas, tvojo energijo, počaščen sem, da si bila moja gostja, itak si me motivirala, da bom šel zelo v kratkem spet teč, pa bom premleval o tem, kar sva se pogovarjala, tako da morda čisto za zaključno misel, vem, da si doma v naravi, vem, da ti je trail tek po vseh teh letih, teka na štadionih, na cestah, v hribih, trail tek tisti, ki ti je najbolj pridušil, najbolj domač. Dajva povedati ljudem, ki to poslušajo, živimo v mogoče najlepši državi na svetu, imamo neomejene možnosti za gibanje v naravi, morda tudi brez ure. Daj po svoje povej, draga Anica, da jih spodbudiva, da grejo ven raziskovati potke, gozdove, travnike, da se povežajo s tem stvarstvom in da ga užijajo skozi tek, na teku in ob teku. Ja, tako bom se izrazila. Jaz sem presrečna v teku in ravno trail je tisto moje iz otroštva. Že iz otroštva tisto, kar sem jaz začutila, to potovanje v naravi, na bližnji hrib, v naravo, po bližnjem spustu, zopet hitreje, da sem sama sebe poslušala, kdaj bom pospešila, kdaj bom šla teč, kdaj bom začutila, da je to moja potreba, da bom uživala v naravi, kajti prej sem tekla za rezultate, ne glede na to, zdaj pa ne rabimo ob tem, kar imamo čez teden, da si vzamemo vikend, takrat res posvetimo, imamo več možnosti, da gremo v naravo, pustimo ne vem, ure mogoče samo zato, ker bomo vedeli, da moramo se vrniti nazaj, jaz zato imam ure največ, kljub tem pa mi naj oprostijo vsi proizvajalci, ampak jaz uporabljam ure zdaj samo zato, največ zato, da se vrnem pravi čas, da me potegne nazaj, da lahko da grem pravočasno delati naprej in vsem bi priporočala, da zavijejo tja, kamor začutijo, ali je to mešan gozd, ali je to smrekov gozd,
ali je to asfaltna površina, ali je to štadion, kjerkoli, tam, kjer občutijo, da se bojo sprostili in zapolnili tisto in začuti svoje zadoščenje, da bojo dobili svojo energijo, da bojo tisto potem opravljali še bolj sproščeno kot doslej. Da uživajo, samo preprosto, tako preprosto je to, da sploh ne rabimo poslušati tega, gledati onega druga, samo uživati, samo to. Nič drugega. Res, ali je to 500 metrov stanujemo od prvega gozda, od prvega travnika, ali potujemo, ali se preganjamo, ker se nam to da, ker danes čutimo, danes pa grem, da začutim utrip srca na vrh glave, da znoj kaplja, kajti tek do prvega znoja je tisti minimum, da se dobro počutimo, da grejo misli, da brzijo in tako misli sem jaz naredila 2 diplomi in še kakšno, pa tudi en del priročnika, ki čaka. Odlična napoved. Odlična napoved. Draga Anica, ni kaj dodati. Hvala ti. Upam, da se kmalu spet takole dobivaj še kakšno rečejo. Hvala tebi in vsem tekačem. Adijo. Pozdrave na Štajersko, vse dobro želim, se vidiva v nedeljo v Novem mestu. Čau, čau. Čau.